si želi me nadvse. Ljubi silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, o, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog si želi me nadvse, ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, o, res nas ljubi, ljubi nas močno. O, Bog
poživitev. Vsi v življenju rabimo novo moč poživitev. Različne težke okoliščine nas večkrat pripeljejo v brezupno situacijo. Lahko je to izčrpanost, neuspeh, družinska tragedija. Veliko je različnih vzrokov in dejstvo je, da je življenje včasih res težko. Trenutna COVID situacija na vse pritiska in nenehne spremembe nam otežujejo in prinašajo breme in strah. Kako bo, kdaj se bo nekako ta situacija končala. Hvala Bogu, danes imamo različne strokovnjake, ki nam lahko pomagajo, ko smo na dnu, ko smo psihično obteženi v stiski, tesnobi in tako naprej. Vendar, danes želim govoriti o pomoči, poživitvi, o kateri govori Sveto pismo. Eno od zelo znanih svetopisemskih vrst je: tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč. Božja beseda obljublja, da tisti, ki zaupajo Bogu, obnavljajo svojo moč. Na drugi strani nam Božja beseda pravi, kateri so vsajeni v Gospodovi hiši, v dvorih najvišjega Boga, poganjajo. Še v starosti rodijo sadove, ostanejo polni soka in zelenja. Kateri so v Gospodovi hiši, v njegovih dvorih najvišjega, dvorih Boga. Nekako nam to ponazarja Božjo bližino v našem življenju. Tisti še v starosti rodijo sadove in so polni življenja, polni soka, tukaj opisuje Božja beseda. V Psalmu 52:10: jaz pa sem kakor zelena oljka v hiši Božji, zaupam Božjo dobroto na vekov veke. Vse te vrste nam govorijo o prejemanju pomoči, poživitve v našem življenju. Včasih v cerkvi povečujemo napetost in ljudem naložimo še več bremen, občutka krivde, straha, skrbi, namesto da bi odložili bremena in prejeli novo moč. Vrste nam ne govorijo na prvem mestu, kaj moramo storiti za Boga, ampak kako prejeti pomoč, moč od zgoraj, od Boga. Vemo, da je težko nekaj spremeniti, ko smo na dnu brez moči. Vsi vemo, da v tistem trenutku rabimo novo moč, poživitev v svojem življenju. Zato poglejmo eden od pomembnih korakov, o katerem tukaj govori Božja beseda. In to je zaupanje. Zaupanje je pomemben korak, ko se moramo zavedati, da rabimo pomoč, ker ne moremo v svoji moči, v dani situaciji mogoče nič spremeniti. Pomeni zaupanje ali svojo situacijo predajem v roke nekomu drugemu, kateremu lahko zaupam. Poglejmo Jezusov nasvet. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in se učite od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten
in moje breme je lahko. Jezus nas vabi. Naj pridemo k njemu, ko smo utrujeni in obteženi. In on nam bo dal počitek. Kristus lahko naše življenje, našo težo, nemoč popolnoma spremeni ali poživi, da nekaj novega, nekaj, kar nas dvigne, ko smo na tleh. Vsi rabimo duhovno pomoč, ker smo tudi duhovna bitja. Poleg telesa imamo dušo in duha. Jezusa ne potrebujemo samo kot odrešenika, ampak kot tudi duhovnega svetovalca, pomočnika, ki poživlja našega duha in našo dušo. Ne moremo občutiti polnega duševnega miru in prijeti nove moči, dokler ne zaupamo svojega življenja ali svoje življenjske situacije Jezusu, ki je knez miru, moči in nove poživitve. Kaj pravi Jezus tukaj? Pridite k meni. Jezus ni rekel, da nam bo dal več občutka krivde, več bremena, več skrbi. Jaz vam bom dal počitek, pravi. In tukaj vidimo, najprej je potrebno zaupati njemu, da lahko prejmemo njegov mir, da lahko prejmemo počitek v svoji duši. Potrebna je njegova bližina. Potrebno je biti v njegovih dvorih, njegovi hiši smo v začetku prebrali. Ali tisti, ki prebivajo v njegovih dvorih, Božji bližini, bližini Gospoda. Tisti prejemajo novo moč, ko zaupajo njemu. V duhu je potrebno biti povezan z Bogom ali biti povezan z Jezusom Kristusom. Jezus je povedal, ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike, kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Ostanite v meni. In Jezus da čudovito prispodobo primer vinske trte. Mladika na vinski trti ne more rasti, ne more prinašati sadu, če ni povezana s trto, če ni povezana s korenino, katera črpa moč, sok za življenje, da lahko nekega dne prinese sad. In tukaj Jezus govori zelo konkretno, tukaj ni neke globoke teologije, niti nekih duhovnih ritualov, pravil, ampak enostavna ponudba, da lahko prejmemo novo moč ali da lahko prejmemo notranjo poživitev. Veste, včasih se moramo zaustaviti v svojem krščanskem življenju. Mogoče hodimo v cerkev, mogoče smo aktivni v cerkvi, mogoče molimo, beremo, delamo na različnih področjih in pomagamo ljudem. To da vse bolj nas mogoče prevzema neko breme, občutek krivde, razočaranja,
obupa. In zakaj? Kako? Če je Jezus obljubil, da bomo prejeli novo moč, če Božja beseda pravi, tisti, ki zaupajo Gospodu, prejmejo novo moč, še v starosti so polni življenja. Zakaj? Zato, ker se nam večkrat zgodi, da ponovno začnemo vse polagati v svoje moči, začnemo zaupati v sebe, začnemo zaupati samo človeško pomoč. Mi rabimo Jezusa, rabimo poživitev od Boga. In zato nas želim danes povabiti, izzvati, kakorkoli, da pridemo ali da to, kar slišimo iz Božje besede, nekaj praktično v svojem srcu storimo. Že v Stari zavezi Bog govori, kajti prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ. Glej, danes položim pred te življenje in srečo. To nam Bog obljublja. Blizu tebe je beseda. In veste, mi danes imamo moče Božjo besedo pri roki. Verujemo njej. Ali tako malo doživljamo ene moči in poživitve v našem srcu, v naši notranjosti. In Božja beseda pravi, blizu je, blizu tebe sem. Bog nam pravi, blizu tebe sem, želim biti v tvoji bližini. V tvojem srcu. In velika razlika. Nekaj vedeti o Bogu. Ali poznati njegovo besedo in doživljati njegovo moč v svojem srcu, v duhu in duši. In zato nam Jezus ponuja. Če je potrebno, da danes ponovno prideš k njemu. Poveš, Jezus, tukaj sem. Breme je pretežko. Moja moč je na koncu. Mogoče si šel v tem času covida skozi težko obdobje, skozi težko situacijo. Mogoče kdo tvojih najbližjih šel skozi težko obliko prebolevanja covida. Mogoče kdo umrl. Mogoče se kaj drugega zgodilo v tem času. In poveš, Bog ne more več. Ali se mogoče sprašuješ, Bog, kje si? In Bog te danes ponovno vabi. Zaupaj mi v situaciji, kateri si. Enostavno izlij svoje srce pred mano. In mi dovoli, da se te dotaknem. Da prinesem mir v tvoje srce. In zato, dragi bratje in sestre, kristjani, vsi, ki verujemo, ki služimo Gospodu, če smo danes utrujeni in brez moči, suhi in ne rabimo poživitev, danes se odločim, povem, Jezus, tukaj sem. Zaupam ti. Zaupam ti. Iz svojega srca povej to svojimi usti. Zaupam ti in dotakni se, Jezus, skozi močjo Svetega Duha v mojem življenju. Dvigni me. Daj mi nov pogled, radost, smisel in novo moč nad življenjem. In to je naša priložnost, blagoslov, ki nam ga ponuja Jezus. In moče tisti, ki ne veste, ali ne razumete, ali ne vidite, ali ne verujete, da bi Bog lahko v vašem življenju pomagal in dal novo moč. Pridite, Jezus v bližino. Povejte, Jezus, tukaj sem. Želim te doživeti in spoznati. Če si res umrl na križu za moje grehe, če res mi ponujaš večno življenje, mir, počitek, Jezus, tukaj sem. Odpiram ti srce. Dotakni se v mojem srcu in mojem življenju.
Odpusti mi moje grehe. Odvzami občutek krivde in mi daje en notranji mir, moč in poživitev v mojem življenju. Ja, to je ta resnica, ki nam jo Bog ponuja. In včasih se je potrebno zaustaviti. Mi, ki služimo Bogu, in tudi moče tisti, ki ne verujete, ne služite, da pridete v Božjo bližino. Ali da vsi skupaj pridemo v Božjo bližino, kakor smo prebrali v uvodu. Kateri so vsajeni v Gospodovi hiši, v dvorih našega Boga poganjajo, še v starosti rodijo sadove, ostanejo polni soka in zelenja. Rabiš poživitev. Povej, Bog, tukaj sem. Svoje življenje, svoje srce ti odpiram in čakam in stojim. In če je potrebno, tako dolgo molim ali zaupam tebi, dokler se ti ne dotakneš svojo močjo. Amen. Želim vam novo moč. Želim nam vsem duhovno poživitev tudi v tem času in blagoslovljeno nedeljo. Amen.